kako tehnologija vpliva na nas ljudi. Ja. Meni se zdi vsa ta digitalna transformacija in vse to, saj so seveda tehnologije, ki to omogočajo, da je sploh to možno, kar danes počnemo in čemer razmišljamo, ampak na koncu smo ljudje. In ljudje, tako kot smo se prej pogovarjali, da smo motivirani, da imamo energijo, da nas to veseli, in to ni klikanje, in niso neka merila, ki nam tam ven padajo, kot smo neki kliknili pa delali, pa koliko smo presedeli pred računalnikom. To ni tisto, kar nas driva. In tukaj je ta vse ostalo, ki ful vpliva, in to ne smemo zanemariti pri nobenih od teh projektov. Na koncu smo tukaj ljudje. In če bomo mi motivirani, zadovoljni in strastni pri tem, kar delamo, potem bo uspeh. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Zdaj, danes imamo eno zelo veliko posebnost, ker imam jaz čast gostiti dve izjemni posameznici, tako da danes bomo kar trio. Tako da lepo pozdravljena Tina pa Tamara. Zdravo. Danes se bomo pogovarjali o takih malo drugačnih temah. Absolutno bo tudi vodenje, ampak imamo tudi tako posebnost, ker se bomo dotaknili konkretnih projektov, tako da bomo šli malo v drobovje. Zdaj, preden začnemo, bi jaz rad vaju predstavil, da bojo naši poslušalci malo spoznali, kakšni dve izjemni posameznici imam, tako da bom začel kar s tabo, Tamara. Zdaj, Tamara, govorili bomo pa o podjetju Bioterna, ki ga bom pa tudi malo kasneje predstavil. Tako da, Tamara, ti si v podjetju Bioterna že 6 let in zadnji 2 leti si tudi vodja tima za implementacijo Microsoft Dynamics. Predtem si bila prokuristka v IT podjetju, bila si tudi asistentka na univerzi na Primorskem na fakulteti za management, poslovna matematika. Potem si bila tudi svetovalka, arhitektka v drugem IT podjetju, imaš ogromno znanja na področju IT-ja. Potem gremo pa zdaj še nate. Tina, ti si pa že doktorica, doktor Tina Škerl. Ti si trenutno odgovorna za digitalno transformacijo v skupini Bioterna. Zdaj, dragi poslušalci, da boste vedeli, o kakšnih dimenzijah govorimo. Bioterna je podjetje, ki ima že skoraj 1000 zaposlenih, so prisotni na 10 evropskih državah, več kot 1700 zadovoljnih strank, med njimi Akrapovič, DM, Geni, Krka, res ogromna imena. 25 lokacij in pa skupaj mislim, da je skupina ustvarila okoli 100 milijonov evrov prihodkov, tako da res ogromne dimenzije. Tako da, Tina, ti trenutno skrbiš za digitalno transformacijo te ogromne entitete. Si tudi izkušena liderka, coachinja, predavateljica, strokovnjakinja za change management in transformacijo. Si tudi bila dolgoletna poslovna svetovalka v podjetju Deloitte, kjer si vodila poslovno svetovanje v Sloveniji. Bila si tudi izvršna direktorica v skupini Mladinska knjiga, članica uprave regionalnega IT podjetja S&T in imaš ogromen izkušenj, pa bila si tudi predsednica sekcije mladih menedžerjev, Združenja menedžerjev včasih. Tako da imamo dve zelo zanimivi osebi. Imamo tebe, Tamara, ki imaš izjemno tehnično znanje, ogromno znanje na tem področju. Imamo tebe, Tina, ki imaš ogromno znanje na področju vodenja. In zdaj, ko vaju damo skupaj, dobimo eno čisto poezijo. Tako da, lepo pozdravljeni. Zdaj, naši poslušalci vaju bojo zdaj še bolj spoznali skozi moja vprašanja, ker vaju bom malo challenge-al, ampak preden gremo na ta vprašanja, bi jaz rad od vaju slišal, če bi bili mi trije sošolci, kakšne ste v gimnaziji? Pa začnimo s tabo, Tamara. V gimnaziji sem bila jaz tipična pridna punčka. Vse je bilo po pravilih, vse sem lepo delala, z mano ni bilo problemov. V šoli so bile same lepe ocene, če se je hotel kdo kaj rabil, kakšen učitelj kaj prosil, sem jaz to pomagala, seveda. Pol enkrat v drugi polovici srednje šole, se je verjetno me zadela tista res ta prava najstništvost, in takrat sem malo preusmerila te zadeve, in takrat sem malo probala, kakšne pevski zbor, kakšni tabori, tako da takrat sem se malo razživela, ampak v glavnem tako pridna punčka za sošolce in neki zabave v pametnih okvirih, to je bilo pri meni vedno tako. Top, Tina, kakšni si bila ti? Nasprotje, ista? Se upravičujem. Jaz sem bila pa v bistvu kontrapunkt Tamari, zdaj ugotavljam. Jaz sem bila una zabava, žur, družba, vse zadnji trenutek. Nekoč mi je celo učiteljica v srednji šoli rekla,
Tina, z tebe ne bo nikoli nič, če se ne boš malo zresala. Tako da takrat mi je dalo to kar malo misliti, ne? On se sicer jo večkrat spomnim, kaj mi je ona takrat rekla. No, potem pa v bistvu v drugi polovici srednje šole, ko sem se pa odločila, da hočem iti študirati v tujino, sem postala bolj, bi rekla, odgovorna in sem se zresala, takrat so mi ocene postale pomembne, takrat pa potem malo obrnila na ploščo. Pa si kdaj pol še srečala to učiteljico? Ja, sem. Se je kar čudila. Si rekla, evo, to je to. Evo, to je Hvala to. za spodbudne Dokaz. besede. Ne? Top. Zdaj, vidve ste se spoznale na enem zanimivem projektu, kjer je Tina prišla kot svetovalka, kot coachinja in Tamara, ti si pa prevzemala projekt, ki ga bomo poimenovali Jamaica oziroma Jamajka. Tako da, dajte nam predstaviti drobovje projekta, ker verjetno vsi, ki slišimo projekt Jamajka, si predstavljamo, da ko greš tja, mora biti vse lepo opisano, vetrček ti piha, koktejlčki, ampak zgodba je bila pa mehko drugačna. Tako da, predstavite nam drobovje. Ja, mi smo dobili malo več kot 2 leti nazaj, ne, ta projekt Jamajka, naše vodstvo se je s tem ukvarjalo že prej, ne, in se je skozi šušljalo, jamajški projekt, tja bomo šli, Karibsko morje, otok, sonce, plaže, ni da ni, a ne. Ali bomo sicer delali, ampak ne, to bo idila čista. No in potem smo to zalaufali in potem seveda v ekipi smo vedeli, da bomo to štartali približno tako, kot smo bili navajeni drugih implementacijskih projektov, da bomo neke sestanke imeli, uskladili neke vsebine in nastavili nek dizajn rešitve. No, najprej smo ugotovili, da mi smo bili takoj pripravljeni, ne, up and running, tako v zelo kratkem času, na drugi strani je bilo pa tako, še malo je trajalo, ne, malo je moglo zalaufati, so sicer bili cilji, se je vedelo, do kdaj moramo kaj imeti, pa roki, ampak potem je to nekako plavalo. Tako da prva v resnici realnost je bila ta, ki smo se mogli soočiti, da je šlo za projekt na drugi strani sveta, da nismo bili tam prisotni, da je to potekalo vse remote in da je to bila velika časovna razlika. Ne? Mi smo, večina ljudi pri nas pride kar v službo tam med 7 pa 8, tam pridejo enkrat do 10. Ob 10 pri njih pomeni ob 5 pri nas popoldana, ne? Tako da smo imeli že pogajanja na temo, kdaj lahko naredimo sestanek, če lahko tako ob 9 pri njih, pa ob 4 pri nas. Ne? Tako da se je naš delovni čas malo zamaknil. Potem smo pa z njimi začeli delati in smo hitro ugotovili, da ne bo šlo tako kot z našimi strankami, ki jih imamo bliže domu in zavrtiš telefon, se vsedeš v avto, pa greš k stranki, pa nekaj rečeš, pa se tako, komunikacija je takrat bistveno več kot samo govora. Ne? Sediš in se gledaš, tudi odzivi so tisti, ki štejejo v tem primeru. In vse je potekalo skratka prek teh Zoom ali pa Skype ali pa Teams klicev. In smo to v resnici že en let pred covidom, ki pa je vse nas prisilil v tole, to mi že natrenirali. Tudi ekipa se je zbrala, ker je bilo ta projekt se je začel takrat, ko je naša ekipa v resnici razpadla in se je bilo res peščica. Smo jo okrepili z različnih drugih oddelkov in potem smo postali taka mednarodna ekipa. Eden je bil v Beogradu, nekaj nas je bilo v Ljubljani, nekaj v Zagrebu. Tako da smo že mi delovali remote in še z našo stranko. Tako da po začetnih tistih porodnih težavah smo mi to zalaufali. In prvi obisk smo naredili potem pri njih po 4 mesecih. In to je bilo tako, wow, Jamajka, pa začneš gledati, ne, Kingston, najbolj nevarno mesto na svetu, top na listi, ne smeš iti po noči ven. In res, realnost je bila taka, da smo bili nastanjeni v enem kompleksu apartmajev za grajenje, ne. Ko vidiš varna naselja, jih vidiš tako, da je okoli zid z bodečo žico, ne. Da te taksi pride not na dvorišče iskati, not se v avto usedeš in potem zapelješ šele na cesto. Tako da so bili taki, to v Sloveniji ne poznamo. V Sloveniji greš v center Ljubljane ob 3 zjutraj, ne, še na burek in se ne sprašuješ, ali se ti bo kaj zgodilo. Ja, tveganje je, ampak ni tega, ne, ni tega občutka. Tako da to je bila tudi ena taka realnost, ki smo jo tam doživeli. Drugače pa ne, spoznaš kulturo ljudi. Ugotovili smo, da smo mi zelo, zelo direktni. Pri nas, ko se dela, ne? Črno na belem, to so naše aktivnosti, do takrat jih moramo narediti, pričakuje se to pa to. Ne?
Tudi mi enkrat, ko zalaufamo, je to 3-4 ure, 5 ur, brez problema. Potem vidiš, da je treba to malo počasniti, komunikacija mora biti malo bolj mehka, malo bolj politična, če lahko tako rečem. In potem moraš zagrabiti tisti ritem, ki je nekako optimalen za to, da dobiš od stranke tisto, kar v resnici potrebuješ, da je uspešno implementacija na koncu. Tako da je bilo luštno dol. Kljub vsem tegobam, kljub 24-urni dolgi poti do dol, raznih peripetijah na letališčih, ugotoviš, da greš na pot z ekipo. V momentu, ko se usedeš v tisti kombi in potem prestopaš med različnimi letali in avtobusi, je ekipa tvoja družina. Z njimi delaš, z njimi se zabavaš, z njimi živiš. Enostavno vse je znotraj te družinice. Tako da je to ena izkušnja, ki jo težko narediš v blizu svojega doma. Moraš iti nekam drugama. Mi smo šli na drugo stran sveta. Top. Zdaj, ti si prevzela projekt, ki je bil zelo pomemben in tudi, kot si omenila, projekt, ki je delno nadaljavo. In tukaj je prišla Tina kot vitez oziroma vitezinja na belem konju. Zdaj nam pa ti predstav, Tina, ti si prišla pa v vlogi poslovne svetovalke, coachinje, da boš v bistvu pomagala Tamari. Daj nam pa zdaj pa ti svojo plat predstav. To je bilo kakšni 2 leti nazaj, ko sta me Blaž, Strle, direktor, in pa Istok, nadrejeni od Tamare, takrat vprašala, Tina, bi bila ti coachinja Tamari? Tam malo so stvari šle zdaj napačno, malo je ekipa razpadla, malo so slabi odnosi, Tamara mogoče malo nesigurna, kako bi to prevzela vodenje, ampak po moje vidve skupaj bosta to zrihtali. Tako so mi predstavili in potem smo se skupaj dobili in s Tamaro sva začeli 2 leti nazaj. Tamara je bila takrat, če je dobila ekipo, ki je razpadala, ker so bili slabi odnosi. Dobila je ta projekt na Jamajki, ki je bilo čisto nekaj novega na drugi strani sveta. Hkrati je razvijala produkt. In to je bilo vse na njenih ramenih, na njenem hrbtu in je bilo preveliko za štart. In je bila zelo vesela, da je dobila to pomoč s strani podjetja ponujeno. Midve sva se takoj jeli, jaz sem takoj začutila po 1, 2, 3 srečanjih, da to bo top, to bo res se razvilo v nekaj pravega. Takrat sva še skupaj na začetku seveda oblikovali, kaj so zdaj cilji. Sva jih nekako tako pokupčkali v 4 kupčke. Ekipa, to je bilo jedro, skratka ekipo zgraditi, en tak dober tim, za cilj je bil nek tak high performing team, to je bilo bistvo vsega. Poleg pa tega seveda tudi razvijati produkt paralelno, skrbeti za zadovoljne stranke in pa biti na koncu finančno uspešen. In tako sva si te 4 kupčke pogrupirali in za vsak kupček dali neke cilje. Kaj bo to, kako bova to spremljali in se spomnim, kako je v bistvu ta najin odnos, je bil enkrat na teden, sva se dobivali, sva imeli te najine coaching sešne. Sva se pogovarjali o vseh temah, ki so bile in kako sva potem sproti v bistvu delali take barometrčke na vseh teh ciljih, od 0 do 100, kako nam gre. Na začetku je bilo vse 0, in potem se spomnim, ko smo vsake to pogledali, poglej Tamara, kle si pa že, koliko bi rekla? Jaz mislim 50%. Kaj pa tukaj? A to pa po moje zdaj pa že dobro. In tako je nekako tudi njena samozavest rasla skozi ta najin odnos in to najino delo in tudi seveda se je kazalo to na ekipi in na strankah, kar je ključno. To zadovoljstvo je začelo postopoma rasti, čez mesece so videli, da to je prava pot in da Mara svojo energijo, svojo sposobnostjo je potegnila seveda ekipo za sabo, da je to danes res občudovanja vredno, kaj je ratalo. In tudi meni je to tako neizmerno zadovoljstvo, ko gledam nazaj pred 2 leti, ki je bila Tamara, ki je bila ekipa in ki je to danes. In to je to kot nek tak multiplikator zadovoljstva. Tamara zadovoljna, ekipa zadovoljna in še širše po podjetju se v bistvu ta pozitivni način širi. Top. Zdaj, Blaža smo že imeli na podcastu in je res fantastičen. In sem vesel, da je tudi biti ena odprta v coaching po te stvari, ker jaz tudi zelo verjamem v to sfero. Pa me zanima, zdaj, Tina, ti si že kar nekaj časa opeta v poslovnem svetovanju, coaching, imaš tudi si certificirana ACC coachinga.
Po drugi strani, Tamara, a si ti že kdaj se spoznala s coachingom? Je bil to v bistvu tvoj prvi stik? Pa me zanima, če je bil prvi stik, kako si ti na to reagirala? Kako se je tebi zdel? Ja, to je bil zame prvi stik. Jaz sem takrat, kako že Tina rekla, tri stvari so bile, ne, res razpadajoča ekipa, potem en projekt na drugi strani sveta in ta produkt, prav začetna ideja, ki je bilo tako vse zelo, zame so bili to wow najprej, ne, super izzivi, tega se bom lotila. In potem v naslednjem trenutku, ne, to je bilo srce reklo, pejmo v tole. Ne. Razum je rekel, čak malo, ti boš mogla tle upravljati ljudi. A si ti pripravljena na vse njihove probleme? Ljudje hočejo nekoga, ki jih posluša. Vodstvo hoče nekoga, ki drajva tole. In ti itak, da hočeš rast tema. Ne? Ko boš ti to izpeljala? In pa sem šla mojemu nadrejenemu v Histoku in sem rekla, Histok ti, lej, jaz imam 2 najstnika doma, jaz res nočem imeti še tukaj skupino najstnikov se ukvarjati. Rekel, da je Tamara, malo pretiravaš, ampak veš kaj, mi imamo coacha tukaj, a bi šla ti v to? A si pripravljena, ti damo pomoč, pa greš v to. In v resnici to je bila zame tisto, ja, tako pa grem. In ja, mislim, tako na prvem srečanju zame iskrica preskočila, ne? Ko sem spoznala Tino, malo sva se tako potipale, sem rekla, to je človek, ki meni sede, jaz sem človek, ki dam ven vse, ne? Zame to deluje, to pa ne deluje in sem čisto jasno Tini povedala in ona je takoj razumela tole. Takoj je postavila, razumela je, kakšen stil vodenja bi meni ustrezal in v resnici so šle po tej poti. In težko danes rečem, da smo imeli kakšne strašne ovinke. Kje pa? Jaz sem Tino poklicala, pa sem rekla, Tina, kako bi pa jaz to pa to naredila? Kako bi tle se mi zdi, da se mi pripravlja en problem, kako ga zaznavam, pa ga lahko že vnaprej rešim ali pa usmerim zadevo v drugo smer. In Tina je tako, ona je kar stresala te ideje z rokava. Ne? Tako 1, 2, 3, kje ti bolj ustreza? Lahko narediš tako, lahko pa še koga vprašamo. In tako da, to je bilo zame tisto, wow, sam pokličeš, dobiš paleto opcij, ne, in zbiraš tisto, ki ti je všeč. In se mi je zdelo tako lahko v resnici vse skupaj ta pot, čeprav se sliši verjetno, ker sem bila takrat na začetku, si nisem predstavljala, da bo res tako šlo. Ampak ja, coach, jaz danes te izkušnje, še enkrat grem v to izkušnjo in vsakemu priporočamo kaj takega. Ker marsikdo je samo uku vodenja in enim rata boljše, drugim rata malo slabše. Ampak če imaš možnost imeti coacha, takega coacha kot je Tina, go for it. Tina, pejmo malo na te pa na ta coaching, ker mene to zelo fascinira. In sicer ti si dobila v roke Tamaro, ki ima izjemno tehnično znanje. Res ogromno tehničnega znanja o vodenju, pa še v bistvu pridobiva znanje in se še uči. Kako si se tega lotila? Ja, Oziroma, kako se tega lotiti? Če recimo bi kdo pristopil do tebe, da rab coacha. Ja, meni se zdi res, tako kot je tudi Tamara zdaj opisovala, coach seveda lahko ponudi, ampak Tamara oziroma coachi pa vzame, kar mu sede. In se mi zdi ta oseben pristop, da se skušaš prilagoditi svoji stranki, če tako rečem, kakšen stil želi razviti, kako se vidi. Mi, da ste se na začetku veliko pogovarjali, kakšna je pa tvoja vizija, kakšen vodja hočeš biti, kaj to pomeni zate. In Tamara je takrat na začetku mi razlagala, jaz sem strukturiran tip, jaz sem tehničen tip, jaz moram imeti vse po škatlicah, jaz moram imeti jasno in moram vedeti, kam grem, kaj so ti koraki. In meni je bilo tako jasno, da pač je treba res zelo strukturirano ji pomagati, da bo ona te veščine razvijala. In Tamara je taka izjemno sposobna, hitra, ambiciozna, polna energije in je srkala te stvari in mene je tako fasciniralo, ker skoraj karkoli sem ji ponudila, je ona vzela in implementirala že drug dan in to je bilo res prav roller coaster, sem rekel, wow. Tako da se mi zdi ta coaching odnos je vedno tako, da res dobro poslušaš svojo stranko in se skušaš prilagoditi v tem stilu. Za nekoga drugega bi bilo pa morda čisto kaj drugega, primerno. Tamara, zdaj deva se vtakniti še zmeraj te Jamajke. Pa me zanima, na kakšen način si pa ti uspela povezati ekipo? Tako, kot si rekla, pa šla si v okolje, kjer je povsem druga kultura, drugi običaji, drugačen način dela, prevzela si ekipo, ki je rabila precej pomoči. In kako ti je pa uspelo vzpostaviti ta odnos, da ste bili bolj povezani, da ste ratali bolj učinkoviti? Poslušala in se pogovarjala. To je bil v bistvu začetek.
Najprej s temi svojimi ožjimi sodelavci v ekipi, najprej tistih par začetnikov, a ne. Tako da večina me je že poznala prej, kako jaz funkcioniram v operativi. In vse, kar sem lahko ponudila, je, da bom jaz zraven. Da vsak problem, ki bo prišel na našo pot, ga bomo pogledali in bomo poiskali neko možno rešitev, ki bo ustrezna za nas vse. In sem dala pač pričakovanja. Ne. Da bomo probali najti neko rešitev, ki bo dobra in za ekipo, ampak bomo imeli v mislih tudi stranko. In tudi, ko smo šli na Jamajko, je enako veljalo. Ne? Mi smo sicer imeli nek urnik, smo se že prej uskladili, kako si predstavljamo, da bo to potekalo. V resnici je tako kot pri otrocih, a ne? Pripraviš jih na tisto, kar se bo zgodilo. In približno razložiš, kako si predstavljaš, da bi zadeva potekala, veš pa, da sigurno ne bo na tak način potekala, da se boš malo prilagajal, ampak da imaš en mainstream, ne? Kaj želiš na koncu doseči. In s tem smo šli na Jamajko, z njimi smo se tudi prej uskladili in tam smo potem malo lovili ta ravnovesja. Ne? Na ta način v resnici. In ekipa, ne vem, kaj bo trovalo k temu, ampak so mi zaupali, jaz sem bila prav fascinirana na tem. Ne? Po eni strani, jaz sem imela Tino, ne? Pomagala je meni, na drugi strani so pa ljudje, verjeli so, dejansko takoj so verjeli, ja, peljala nas bo, tako videla sem v njih, gremo takrat, imamo takrat pa takrat delavnice, to pa to nas čaka, gremo se iti tega. In so šli, kar šli so. Se pravi, bila polja Majka zelo uspešna. Ja, mi smo v enem letu vse po planu naredili implementacijo. 1. aprila lani smo šli v živo, remote, ker mi smo bili v lockdownu in tudi pri njih je bil COVID. In naredili smo na koncu Go Live Party, remote pri nas. Podjetje nam je tle pomagalo, naš marketing. Ne samo moja ekipa, ampak vsi, ki so nam pomagali, ker mi smo bili takrat, nismo zmogli tega projekta sami. In v resnici, ko se je ta naša ekipa začela, ne, in ta projekt se je začel, sem jaz tako izpostavila problematična področja, ker nisem imela ljudi. In enostavno se je tako završalo, je med oddelki in so nam pomagali. Naša produktna ekipa iz suporta. Takoj so bili ljudje in so nam pomagali. In to se je začutilo. In to mislim, da je tudi da so ljudje nas takoj videli in pomagali, se je tudi v mojih članih ekipe poznalo. Ne? Ok, se res, nismo sami, nismo ena ekipca zidom obkrožena, ki mora sama za vse poskrbeti. Ne, pomagali smo si. Tako da, ja, Jamajka je bila super v resnici v enih pogledih, kar se tiče rasti ekipe. Povezali smo se in na koncu znali narediti ta Go Live Party s šampanjcem, pa tako pol malo heca. In vse na remote, vse je bilo na remote. Top, super. Tina, prišla si v podjetje, kjer je 1000 zaposlenih, 100 milijonov prihodka evrov delajo na leto. Ogromna entiteta in zdaj tvoja naloga trenutno je digitalna transformacija. Kako se tega lotiti? Ja, res je, lansko leto mi je bila zaupana ta naloga strani vodstva skupine. Skratka, to je kombinacija 10 držav. In Blaž to vodi kot COO na nivoju skupine, za celotno skupino in je mene pozval, da mu tukaj pomagam to speljati. In na začetku seveda so bili prvi koraki definirati, kaj sploh hočemo, kaj sploh naša strategija, kaj so cilji, kako se bomo tega lotili. In prvi korak, tako kot si vprašal, je bil, meni se zdaj ključno, da damo nek ime temu programu. Potem sva z Blažem razmišljala in prišla do ideje, da to je Be One. Be kot biterna, be kot nekaj, kar bo, in One, ker je v bistvu skupina biterna zrasla iz relativno individualnih, nepovezanih družb in držav. In zdaj je v bistvu strategija, da se to poveže v eno podjetje, one company, z eno vizijo in eno ekipo, kjer se seveda tudi resursi povezujejo, sodelujejo in prepletajo. Tako da to je bilo začetek, da smo dali ime
In takoj se je prijelo, tako da zdaj se sploh več ne govori o digitalni transformaciji, ne vem kaj, ampak to je B1, in vsi vejo, o čem govorimo, kaj so tisti cilji. In seveda en prvi korak je bil tudi prepričati upravo oziroma se zmeniti z upravo, kaj hočemo narediti, ker vsak je imel svoj zorni kot. Tako smo imeli kar veliko teh diskusij na začetku, da smo zdefinirali to, kaj želimo. In zdaj imamo ta program, ki ima tako nekako dve vzporedni veji. Eno je, da imamo nek dolgoročne cilje in projekte, eno je so pa oni kratkoročni, hitri quick wini, mi jim rečemo. Ker po teh velikih programih je vedno ključno, da imaš hitre rezultate, da ljudje začnejo verjeti, ok, se tle pa res nekaj bo očitno, ker je bilo že veliko poskusov v preteklosti v tej smeri in so vsi padli, ko sem jih jaz malo tako zintervjujala po skupini, kaj si mislijo, so vsi rekli, to bo itak padlo, to je že tokrat padlo, to ni šans, to je brez veze, jaz se nisem dala, in zato sem rekla, ok, te click wini so ključni, tako da zdaj imamo že te naše prve uspehe, in ljudje zdaj počasi začenjajo verjeti, ok, mogoče pa to zdaj malo bolj resno, mogoče pa ne bo padlo. Dejva se vtakniti enega izmed teh quick winov in sicer omenila si e-podpisovanje. Tako da nam to predstav malo. Ja, zdaj, ko smo vsi remote in delamo z vseh koncev, smo se odločili za nekaj v tej smeri, ki bo olajšalo delo takoj, hitro, in eno je bilo to, da vse naše formalne dokumente, pogodbe, dogovore podpisujemo zdaj elektronsko, in to je bil cilj, da v vseh 10 državah uvedemo v 3 mesecih novo orodje, in to je bil res ta prvi quick win, ker v bistvu je bil namen stestirati, mi smo temu rekli, stress test our commitment. Če bo ta projekt padel, in to ne bomo speljali čez vseh 10 držav, ker dejansko danes res vsi rabijo to, da ne rabijo več printati, podpisovati, skenirati, pošiljati po mailu, se zgublja. Res vsi to rabimo danes, da imamo to enostavno na klik, da ni te birokracije in administracije odzadaj in da je tudi varno. Če to pade, potem res ne bomo speljali. Tako da je bil tako prav najavljen, to je naš prvi stress test, our commitment. In res smo uspeli v 3 mesecih to uvesti, širom po skupini, res so se zavzeli vsi. Res je management rekel, ne podpišem več nobenega dokumenta peš, mora priti čez ta sistem. In to je bil tak showcase, da res držimo skupaj, da res to želimo narediti. In je tudi to tako meni osebno zadovoljstvo, da poleg tega, da smo bolj učinkoviti, je to seveda tak lep primer, kako smo tudi trajnostno naravnani, kako skrbimo za okolje, kako res ta naša iniciativa postati paperless, dobiva obrise. Ful dobro, top. Tamara, ti si zdaj postavila ekipo, ki je zelo močna, zelo učinkovita. Pa me zanima, kaj pa recimo tebi pomembno, ko si sestavila ekipo, ko ste šli tudi na Jamajko, pa zdaj, ko imate tudi druge projekte, druge stranke. Kakšne lastnosti so ti pomembne pri ekipi? Jaz v svojih članih iščem commitment. To pomeni, da jim pustiš in daš dovolj navodil in pustiš dovolj prostih rok, da lahko te presenetijo, da to je zaželjeno, in da se zavzemajo za to stvar, da se zavzemajo za isti cilj. To je bilo v resnici tistih ena od aktivnosti za cilj gradnje ekipe, ki smo jih postavili s Tino, da smo člane, da smo se odmaknili v tiste, kako naj rečem, zgodovinske lastnosti, ki nas je nekako skozi spremljala. Skozi smo bili tako zaposleni, da se nismo mogli ukvarjati dovolj s posamezniki, in iz kjer je tudi bila tako en tak vir slabe volje. In smo za ekipo postavili nekaj ciljev in ta glavni so bili zame tej, da smo uvedli redne razgovore. To se je sicer nekaj že delalo, ampak tako mal ja, pa mal ne. Tako da smo se dobivali, recimo enkrat na mesec, sigurno sem si vzela slot, da sem se z vsakim pogovorila, da vidiš mal, kje je človek. Druga stvar je, da smo na letnem nivoju naredili za njih plan ciljev in razvoja vsakega posameznika. Cilji so bili projektni, pa osebni plan razvoja. In tam sem želela, da sodelujejo, da so proaktivni in pri temu prispevajo. Ne, da jaz rečem, sicer tebe res podjetje tam pa tam vidi, prav je, dam usmeritve, ampak tudi sami so se videli tam. In enkrat, ko so se videli, sem opazila, da so lahko v tej smeri tudi delali. In naprej,
Izvala sem jih tudi k temu, da so predlagali sami, katera izobraževanja bi se radi udeležili. In to ne samo strokovna izobraževanja, tudi izobraževanja v resnici soft skillov, ki jih v IT podjetja ponavadi to zanemarjajo. Ne? In se je skazalo, da je dobro, da imamo tudi take stvari. In tudi tle, v resnici enkrat, ko daš ljudem možnost, da se izrazijo in da so slišani, in to moram pohvaliti, no, pri nas v podjetju je tako, potem te presenetijo. In potem te presenetijo s tem, da pridejo z idejami, da so motivirani in predvsem pokažejo strast za tisto, kar delajo. In to je zame ta glavno v ekipi v resnici. Ko se obkrožiš s takimi ljudmi, potem sam greš z njimi. Greš in jih challengeaš ves čas na poti in te ves čas presenečajo. Tina, zdaj ti si tudi zelo upletena v razvoj zaposlenih. Daj nam malo predstav tvojo vlogo. Poleg tega, no, da delaš ta ogromen projekt. Ja, jaz predvsem skozi coaching pomagam vodjem v Biterni razvijati njihove ekipe. Ker verjamem, da v storitvenem podjetju, kot smo, so seveda ljudi jedro, bistvo vsega. Če boš imel dobre ekipe, motivirane ljudi z energijo, ki bojo slišani, ki bojo se lahko razvijali, ki bojo ta osebni razvoj videli tukaj, potem bo vse ostalo rešeno. Bomo imeli zadovoljne stranke in bomo imeli rezultate ta prave. Tako da to se meni zdi tisto jedro, in se mi zdi, da tukaj vodje seveda igrajo ključno vlogo. Vodje morajo to ponotraniti, živeti to in res se truditi za svoje ljudi. In tukaj jim jaz pomagam, da najdejo načine, kako to delati, ker je pač tehnična firma, je to mogoče malo ne tisto naravno ali pa prvo, kar bi vodje želeli početi. In nekako skozi te koristi, ki jih vidijo potem, ko razvijajo dobro ekipo, ko vidijo, da so motivirani, samoiniciativni, inovativni, seveda tudi si vodje spoznajo, da to je res bistvo vodenja. Da ni bistvo, je pomembno seveda, da poznaš tehnično plat, ampak da se posveča svojim ljudem, je ono ključno. Tako da jaz na ta način tukaj pomagam, da se te stvari spravijo v življenje na vsakdanji bazi. Ful dobro, top. Zdaj, jaz zmer moji ekipi, oziroma jaz gledam na vodenje zmer kot v bistvu grajenje razmerij, da gradiš nekaj dolgoročne razmerje in se mi zdi, da je bil COVID tudi ena priložnost, kjer smo zelo lahko spoznali naše zaposlene, naše ekipe, ena na ena, odkrili njihove mogoče še kakšne skrite talente, jih še malo spodbudili. Zdaj me pa zanima, in sicer obedve ste zelo uspešni, obedve imate ogromno znanja, ogromno nekih projektov, ogromno se vama dogaja. A imate kakšno posebno rutino? Pa začnimo kar s tabo, Tina. A imaš ti, ne vem, kako začenjaš dan? A se ti pripraviš v nedeljo za te teden? A se pripraviš iz danes na jutr? Kakšni so cilji? Ja, super. Včasih sem se v nedeljo zvečer pripravljala, pa sem videla, da je škoda nedelje zvečer. In naredim to že v petek. V bistvu naredim to v petek, zadnja stvar. Top. Se pripravim, kaj bo drug teden, kaj so one glavne stvari, kjer sestanke moram še kaj sklicati, in naredim si v bistvu to to-do listo že v petek, ravno zato, ker se mi zdi zelo pomembno, meni osebno, ta work-life balance, na drugi strani, da čez vikend res odklopim. In mi je tako fajn, odkar to delam, je vikend res odklop. In prav ne razmišljam, ali pa seveda skozi malo razmišljaš o kakšnih stvarih, ampak neobremenjujoče. Čas, ko sem imela to v nedeljo zvečer, je bilo vedno že v nedeljo po kosilu, sem začela razmišljati, zdaj moram pa malo začeti razmišljati, kaj bo drug teden in to. In je šlo pol nedelje v bistvu. Tako da to je recimo ena od mojih rutin. Drugače seveda vsak jutro med tednom vstanem, zajtrk v miru, kavica in potem se lotam dela in tudi vedno začnem s planom tistega dneva. Na ta način skušam to svojo osebno učinkovitost ohranjati. Top. Zdaj, Tamara, pejmo še nate, ki si že prej izpostavila, da si zelo popredalčkana. Kakšen je pa, imaš ti kakšno posebno rutino? Ja, predalčkana je, Jaz ne naredim tega konec petka, ampak jaz običajno že v četrtek pogledam, kaj je naslednji teden, kaj me čaka. In ja, ne pustim se na ključem, tako da v četrtek že pogledam, kaj me čaka, tiste ključne stvari, in se na nje že pripravim. Tako da, če je le možno, potem do konca petka vse, kar je treba še poštimati, predelegirati, to uredim. In če le možno, potem tudi jaz vikend odklopim. Ravno tako nisem pristaš nedelje zvečer,
ker to pomeni, da od sobote zjutraj se palja za tisto, imam tisto v glavi, a ne, in pol ni vikenda. Tako da začnemo v ponedeljek zjutraj, običajno začnem malo prej. Jutra so zame tisti miren čas, ko pregledam svojo to-do listo, kaj je še kaj takega, kar moram pušati naprej. Potem pa počasi imamo ob 9 že daily, imenujemo te dnevne sestanke z ekipo, kjer si izmenjamo najprej, običajno so vsi prej na vrsti pred mano, nekako smo to rutino izpeljali, da povejo, kaj so nazadnje delali prejšnji teden v petek, kaj jim je ostalo in kaj imajo tisti dan na pladnju. In potem jaz povem tudi zase in tudi pokorigiram ali pa izpostavim predvsem prioritete, a ne? Kadar imajo ljudje več stvari na pladnju, kaj je tisto, kar je bolj pomembno, kaj je manj pomembno, kaj pride prej na vrsto, ne? Tako da se to uskladimo in potem gre naprej dan, ne, z drugimi aktivnostmi, pa po koledarju, ki je običajno vsaj za en teden naprej že čez pa blokiran. Ful dobro. Zdaj, jaz sem zelo tekmovalen, tako da zdaj bi jaz mogel pa reči, jaz pa že v sredo za ponedeljek. Ne, se hecam. Dajmo se dotakniti malo še pandemije. To je bilo zelo zanimivo obdobje, zdaj ogromno podjetij je dejansko videl ogromno priložnosti in jih tudi doživeli. Pa me zanima vajen vidi, kako sta vidve doživljale COVID. Zdaj, takrat se je vse ugasnilo, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Ogromno negotovosti je bilo, digitalizacija je pa v bistvu vse še zelo pospešila. Tako da pa začnimo s tabo, Tamara. Kako si ti doživljala COVID? Pa bomo šli pa še na te, Tina. V resnici zame je bila to samo sprememba stola. V resnici namesto, da sem se peljala zjutraj v pisarno, ne, sem se usedla v svojo delovno sobo. Ne. Malo je bilo te organizacije, da si urediš. In potem sem v resnici velik poudarek naredila temu, da sem spremljala malo ekipo. Imajo vsi razmere doma, nekateri nimajo tako, pa so mogoče šli rajši v službo. Ne. In smo pol gledali, pač, da tisti, ki res doma mogoče nimajo v redu delovnega prostora, da so imeli prednost, da so bili v pisarni takrat, ko se je dalo. Ne. Drugi pa doma ali pa smo se izmenjali. Tako da sem temu dala poudarek in več je bilo klicev. Ne. Več sem bila na vezi z njimi, kamere smo si sigurno vklapljali, da sem vedela, kaj se dogaja. Drugače pa mi imamo srečo. Ne. Mi smo imeli skozi projekte, naše stranke so sicer nekatere, ampak tiste, ki je naša ekipa delala z njimi, so pač bile polno v projektu in smo z njimi delali. In smo dejansko bili so pripravljeni na naš način. Remote delavnica, kamera, posnetki in v resnici pri nas so se aktivnosti samo še stopnjevale. Ni bilo, da bi bili kdaj brez dela, vsi polno zaposleni. Tako da v resnici samo to sem popazila, da sem si vzela čas in prečekirala, kako so ljudje, če rabijo kaj več z mano govoriti, zato ker se ti umakne ta del. Ne? Ko si ti skupaj v pisarni, mi imamo tudi open space, ne? Sicer ne tako vse odprto, ampak zaokrožene celote, ampak še vedno smo ekipa na kupu in ti mimogrede nekdo kaj reče čez mizo. Ne? To se ugasne, a ne, s covidom, ko smo bili doma. Sicer so te četi, ampak to vidiš ali pa ne vidiš, a ne. Tako da sem si vzela, sem že na dejlju začutila, kdo so tisti ljudje, ki je dobro, da jih pokličem, pa sem jih malo popingala, pa smo se malo slišali, pa rekli tudi kakšno, ki ni imela veze s službo, a ne. Tako da smo to počekirali. Pa so bili pa tisti bolj organizirani bombončki, jaz lahko temu rečem, a ne. Recimo v decembru, ki smo bili vsi doma, smo si mi ravno tako Secret Santa organizirali. In smo si po pošti poslali, pa smo se pa na remote dobili, pa skupaj pred kamerami darilce odpirali, ki smo si poslali. Top. Potem smo imeli, Jamajka je bila za nas itak fast track team buildinga, ne. Potem imamo v petkih, imamo kar dediciran termin, rečemo mu retrospektiva, ki sicer po Scrum metodologiji pomeni čist nekaj drugega, ampak pri nas to pomeni, da si malo povemo, kako smo, kakšne plane imamo, kaj kdo kje doma naredil, ali pa pošportal, ali pa se mu je nekaj zgodilo. Skratka, tako čist interakcija, tisto, ki jo ponavadi narediš zjutraj na kavi, ko si v pisarni. Ne? Tako da smo si prav vzeli en termin temu namenjen, da smo se videli. Ne? Potem, ko se je malček, so se te razrahljale, te COVID omejitve, je tu pa tam kakšna petkova retrospektiva je zdaj že v pisarni, ne? In potem kakšen prinese kakšno sledico, kakšen tako zadevo. Tako da se s tem povezujemo in v bistvu skozi ta kontakt vzdržujemo. To je bil izziv, kar se tiče tega COVID obdobja. Ne? Ostalo moram potrkati, ne? Naše podjetje, naša ekipa je imela srečo, no? Naši projekti so laufali in smo delali čisto normalno lahko naprej. Super.
Tudi všeč mi je, kaj ste vzpostavili, Secret Santa pa take. Zdaj, mi smo pri nas naredili Facts and Snacks, kjer smo v bistvu tudi vsak petek sem naročil rogljičke in tako in smo v bistvu naredili, da mora vsakič en zaposlen predstaviti svoj hobi. In smo šli zelo v detajle, tako da sem si jaz pol tudi kupil Garmin uro, ker je en od mojih zaposlenih zelo navdušen nad Garminom in me je tudi mene pol navdušil. Super. Tina, kako si ti doživljala COVID? Zdaj, ogromen projekt je pred tabo, ti si zelo upeta v vodenje, imaš ogromen izkušenj, poslovno svetovanje, tako da daj nam ti predstav malo tvoj vidik, kako si ti gledala na to. Jaz se spomnim, mogoče še anekdota, glih, ko je COVID prihajal v naše kraje, smo mi bili glih na privatnem potovanju na Kubi, na takem daljšem, ki je bilo mišljeno 3-tedensko, in potem ta COVID se začne širiti takrat marca in spremljamo te številke, na Kubi ni bilo še nič, prve tedne. Pa na lepem prije tudi na Kubo, in potem seveda nismo bili več zaželjeni tam, in potem sem jaz rekla, mogoče pa boš, da gremo domov, da ne bomo slučajno tukaj ostali. In ko se je že vse zapiralo, jaz potem na vrat na nos skušam dobiti letalske karte za nazaj, postalo nemogoče že takrat, jaz sem celo noč surfala, da smo pol nekako dobili karto do Münchna, prišli do Münchna, letališča prazna, nikjer več nobenega, prvo tisto, wow, kam smo padli, nemogoče. Potem smo nekako čez vlake in rentakare uspeli prijeti nazaj v Ljubljano, ko nikjer ni bilo nobenega, tiste prve dni, ko se je zaprlo. Wow. Tako da je bilo kar scary. V takem okolju sem jaz potem prišla nazaj, poslovno, pa moram reči, da v bistvu z IT storitveno branžo je COVID v bistvu ni imel nikakršnih resnejših posledic. Sicer na začetku je bilo tako turbulentno, ker nisi vedel, kaj te čaka, ampak zagotovo IT v teh časih zelo dobro dela. In če pa pogledam zdaj to ekipo mojo, ki je mednarodna vseh koncev, kako mi zdaj to remote sodelujemo, je bolj zahtevno, moram reči, delamo vse remote, je bolj zahtevno. Včasih vidim v bistvu izzive, ker smo različne kulture in različno malo delujemo. Ne vem, recimo Nemci so zelo disciplinirani, odgovorni, grejo zelo v detajl, vse mora biti jasno specificirano, napisano in potem šele naredijo korak naprej. So zelo spoštljivi in se spomnim enkrat, ker čez ekran to ne spoznaš tako, ker pač jaz imamo cilje, roke in vse to in sprašujem svojega kolega tam v Nemčiji. Ja, povej mi zdaj, do kdaj boš ti uspel to zdaj narediti, kar je imel tam narediti. In on, ja, pa moram še to ugotoviti, pa moram raziskati pa to. Pa jaz tiste, te mi ti sam povej, do kdaj bo to zdaj narejeno, tako pa če ne dvakrat ponovim. In on sam tako sede nazaj in prav, Tina, now I feel like you are holding a pistol against my chest. Okay, sorry, ni bil namen, ampak tako vidiš, to v bistvu čez ekran časih težje začutiš, da greš predaleč, in to recimo opažam, v tej komunikaciji, da lahko kdaj zaidemo v napačno smer, in je treba to zelo biti pazljiv, tudi čez ekran, drugače pa se mi zdi, da za to kreativnost ali pa ko moraš nekaj v bistvu novega razmisliti, je pa vsem ta stik face to face ful ključen, in glih ta teden je prišel naš projektni vodja za enega od projektov sem v Ljubljano, Avstrijci, in je v bistvu tudi bilo tako prijetno, en dan preživeti v živo, z nekom iz ekipe, ki drugače non-stop komuniciraš samo remote. Kako pa ti gledaš, Tina, na vpliv digitalizacije, da smo v bistvu zdaj prišli v dobo, kjer se v bistvu vse se že meri. Zdaj so tudi že programi, ki bojo merili dejansko, koliko je oseba od doma aktivna, kolikrat klikne, kolikrat v bistvu naredi neke gibe. Praktično se že vse spremlja, ni več neke zasebnosti. Zdaj jaz sem bil celo življenje opet v inovacije, v razvoj, in uživam v temu in sem velik zagovornik novih tehnologij. Pa me zanima, kako pa ti vidiš ta vidik? Kako tehnologija vpliva na nas ljudi? Ja. Meni se zdi vsa ta digitalna transformacija in vse to, saj so seveda tehnologije, ki to omogočajo, da je sploh to možno, kar danes počnemo in čemer razmišljamo, ampak na koncu smo ljudje. In ljudje,
kot smo se prej pogovarjali, da smo motivirani, da imamo energijo, da nas to veseli, in to ni klikanje, in niso neka merila, ki nam tam ven padajo, kot smo neki kliknili ali pa delali, pa koliko smo presedeli pred računalnikom. To ni tisto, kar nas driva. In tukaj je ta vse ostalo, ki ful vpliva, in to ne smemo zanemariti pri nobenih od teh projektov. Na koncu smo tukaj ljudje. In če bomo mi motivirani, zadovoljni in strastni pri tem, kar delamo, potem bo uspeh. Ne, če bomo nekdo nas meril, kot smo kliknili in koliko smo tam presedeli. Ampak kaj moramo narediti, kako razmišljamo, kako se bomo tega lotili. Vse to bo pa ostalo. In to je izven digitalizacije. Tamara, zate isto vprašanje, ti pa si še bolj strokovna v teh vodah, pa me zanima, kako pa ti gledaš na digitalizacijo? Zelo podobno kot Tina v resnici. Jaz sem tudi, mene fascinirajo čisto nove tehnologije. Meni je največje zadovoljstvo, ko najdem eno uro v dnevu in imam kolega na Biterni, ki je vir takih zadev. In mi vsakeč nekaj novega pokaže in zame je to tak drive. Wow, še ena nova stvar, kako jo lahko uporabimo. Ampak ja, na koncu smo ljudje. Na koncu tudi jaz pravim, super je uporabiti tehnologijo, ampak super je, da se znaš od nje odmakniti, da se znaš z nekomu sest, da znaš nekoga vprašati, kako si, a tebi je to dobro? A boš ti to, a to bi mi kaj iz tega naredili? Nekaj tacka, ki bo nam všeč. Ja, stranka, ja, prihodek, ampak nekaj, ki rečeš, wow, lej, to smo mi naredili. Ja, skupaj tako, da se lahko vidimo. In jaz sem isto zagovornik tega, da imaš tako strast pri tem delu, jo moraš krepiti tudi vse ostale vidike tvojega življenja, ki niso nujno povezani z digitalizacijo. Da krepiš svojo notranjo osebo. Kaj rab, ne vem, fizično, kaj rab duhovno, kaj rab vse te vidike, zato da lahko potem te različne aspekte tvoje osebe zliješ skupaj v to strast, ki jo potem kažeš tudi v svojem poslu. Ja, tako. Ful dobro. Zdaj, spreminjati kulturo je zelo odgovorna pa dolgotrajna zadeva. Tudi jaz, ki sem prišel v BTC, kjer sem prevzel razvoj, smo probali spremeniti kulturo in smo jo spremenili do neke mere. Pa me zanima, Tina, koliko je težko, ker prideš v podjetje, ki ima 1000 zaposlenih, zdaj takrat je imel BTC 550, tle je v bistvu skoraj še enkrat višja številka in je treba spremeniti razmišljanje ljudi, je treba jih navdušiti, da bodo sprejeli, da bodo odprti za neke spremembe, digitalno transformacijo. Kako se tega lotiti? Ker ljudje smo zelo zahtevni. Zelo zahtevni. In kako jih dobiti na svojo stran, da vidijo, da smo skupaj v čovnu in dajmo skupaj nekaj dobrega narediti. Ja. In klej, jaz sem se pač na začetku zelo lotila tega, da sem delala intervjuje 1-na-1 z veliko ljudmi, širom po skupini, z različnih nivojev, da sem začutila, kaj razmišljajo, kaj si želijo, kaj jih boli. To je bil en tak prvi korak, sploh razumeti, kaj se dogaja. In vsakega sem vprašala, kaj bi bil zate uspeh, da smo naredili v 3 mesecih? Kaj bi bil zate uspeh čez 1 leto, da smo naredili? In potem sem dobila en tak nabor idej, želja, kar so jih videla. In potem zdaj počasi čutijo, ker smo marsikakšno od teh idej vključili v ta naš program, in čutijo, slišan sem bil. In na ta način v bistvu potem ljudje vidijo, jaz hočem biti tukaj zraven, kakle se pa potem res te stvari, ki jih rečem, se potem tudi zgodijo. In na ta način dobiš potem privržence, da hočejo biti zraven. In zdaj me že marsikdo tako pokliče iz skupine in prav, jaz bi tudi rad zraven pomagal na teh projektih. In to se mi zdi top dosežek, da ljudje hočejo biti zraven. In na ta način hočemo s to pozitivno motivacijo jih privabiti zraven. Veliko je komunikacije, veliko je tega šeranja, predvsem pa želimo res vključiti najboljše ljudi, in potem, ko najboljši ljudje to kupijo, in so neki mnenjski vodje ostalim, potem tudi ostali nehajo dvomiti in reče, to je res dobro, hočemo biti zraven, dajmo stopiti na ta vlak. In tako počasi več in več ljudi stopa na ta vlak in vlak se pelje na pravo smer naprej. Top, se pravi, v bistvu ste dosegli nek ta snowball efekt, ker pa v bistvu vsi začnejo verjeti v to zadevo. Ja. In klej ta change management je v bistvu ključen aspekt. Mi imamo res kot tehnološko podjetje, imamo najboljše rešitve, vemo kako. Marsikaj smo videli, marsikaj smo sprobali pri strankah, zdaj pa pri sebi. Zdaj pa pri sebi se moramo spremeniti in ta change, da ga mi delamo pri sebi, to je tisto bistvo te naše
digitalne transformacije, da ljudje vidijo ta pozitiven efekt in to korist za njih in za firmo in grejo zraven. Top. Zdaj pa še eno pomembno vprašanje za obe dve. Pa lahko skupaj odgovorite ali pa vsaka zase. In sicer me zanima, danes se tudi veliko pogovarjamo, absolutno je treba zelo veliko vlagati v zaposlene, v naše talente, v razvoj. Veliko se pa pogovarjamo tudi o konstruktivnem feedbacku, se pravi povratni zanki po slovensko. Pa me zanima, kakšen je vajen recept? Zdaj, doskrat dajemo primer sendviča, se pravi poveš neko pohvalo, potem poveš nekaj slabega in potem spet pohvalo. Pa me zanima, kako vi dve gledate na to? Oziroma, kakšen je vajen feedback? A greste takoj na pohvalo, pa potem kaj ali... Kjera bo prva? Boš ti? Lahko. No, Ja, ta pohvala ali pa feedback, konstruktiven feedback, taka triki tema. Ja. Je ful teorij, kako je treba to delati, ampak se mi zdi, da je spet kle stvar osebe, kjer daješ to povratno informacijo. Eni rabijo 100 pohval, pa eno čist malo kritiko in uno primajo in bojo naredili. Vse, da jo ne bi bilo. Eni rabijo malo več, malo bolj trdo, malo bolj konkretno, fakte, cak, in jih to šele prime. Eni rabijo primerjavo, eni rabijo vizijo, ki bi lahko bili. Tako so zelo različni pristopi, kako ta feedback dajati. Od osebe se moraš v bistvu prilagoditi stilu. Top, in recimo jaz, kdaj razmišljam, kakšen feedback jaz rabam. Jaz rabam recimo veliko pozitivne motivacije, rabam neko tako širšo vizijo, cilj, kaj se želi doseči, in pol želim čim bolj proste roke, da jaz tukaj vmes manevriram in prpelam in samo mogoče me mora oseba spremljati, videti napredek, opaziti in delati rahle korekcije, kjer mogoče kaj pozabim. To je moj način. Ampak vsak rab svoj način. In tukaj se mi zdi tudi pomembno, da vodja vpraša, ali pa sogovornik vpraša svojega sogovornika, kakšen način pa želiš, da mi to povratno informacijo delava, da se ugotovi ta stil. Top. Tamara, še tebe. V enih delih sem zelo podobna Tini. Vedno se postavim, vedno, ko imam recimo 1 na 1 z nekom, razmišljam o njemu prej. Kako bi bilo najboljše se s takim človekom pogovoriti, glede na to, kaj ga poznam. Ampak v osnovi me driva vedno ena stvar. Jaz sem odkrit človek. Meni na čelu piše, kako se počutim, pa kaj vidim. In nisem pristaš kakršnega koli maskiranja tega. Tako da ponavadi povem stvari, ki mi ležijo na duši, kaj vidim in zelo rada pohvalim. Jaz rada dobim pohvalo in je to zame pomembno in rada tudi pohvalim ljudi. In jim povem, kadar so dobri in zame je to dobra praksa. Ljudje se odzivajo na tole, ja, jih tudi korigiraš, tako kot je rekla Tina. Treba je tudi povedati manj prijetne plati, ampak jaz vedno opozarjam, in jaz tudi sama jemljem, tudi meni kritiko težko prejeti, ampak jo probam vedno vzeti, to jaz lahko izboljšam kot stopnico za iti naprej in na isti način pač komuniciram potem z ostalimi. Tle nam še malo manjka, kaj naredimo? Imaš kakšen predlog? To. Kaj pa je tvoj nek recept za stres? Oziroma odgovor za stres management? Zame je to pogovor. Jaz moram dati ven. Pri meni je tako kot rana, če jo pustiš, se zagnoji. Res je. Če daš pa obliž čez, se pa... Ja, sam je dobro, da jo čistiš. Tako da zame je, in jaz tudi spodbujam svoje sodelavce, da naj ne čakajo. Da če je nekaj, ko začutiš nekaj, da ni je zate takrat pomembno. Tudi če se mogoče za aviona ali pa za nekoga drugega zdi to kot majhna pikica, za tisto osebo je to pomembno. In jaz jim vedno rečem, poišči me. Če nisem jaz ta prava oseba in to je zame nekaj popolnoma normalnega, ne glede na to, sem jaz nekomu nadrejeni ali ne. Če nisem jaz ta prava oseba, če čutiš, da se lažje pogovoriš z nekom drugim, prosim, pejdi do tiste osebe, ki bo našla način, da to pride do mene ali da nekaj naredimo. Samo moj cilj je vedno reševati take stvari. Zdaj, jaz sem zelo vesel, da imam danes 2 izjemni mladi posameznici. Pa me zanima, Tina,
Ti imaš zelo impresivno kariero, ogromen pomembnih položajev, od izvršne direktorice v skupini Mladinske knjige, članice uprave regionalnega IT podjetja S&T. Zdaj imaš zelo močno funkcijo, kjer prevzemaš strateško vlogo v skupini Biliterna. In obe dve sta ženskega spola in mene zelo zanima, a čutite, da je razlika ker vstopate v nekak moški svet. Vse stvari spreminjajo na boljše, vem, da v Sloveniji je čedalje več posameznic, kot ste videli na vodilnih položajih. Kako ti gledaš na to? A je težko, ker je danes ego na vseh položajih? Ja, to me že celo življenje v bistvu, ali pa celo karierno pot spremlja bolj moški svet, kjerkoli sem bila. Ampak moram reči, jaz nikoli nisem imela kakršnekoli pomisleke ali pa težave zaradi tega. Nikoli. In tudi to, kar se govori, jaz osebno nikoli nisem začutila sama. Jaz sem imela vedno profesionalni odnos v vseh položajih, kjerkoli sem bila. Nikoli ni bila neka tekmovalnost ali pa ego, izziv moški, ženska, da bi zaradi tega bila karkoli deprivilegirana, pa privilegirana. Nikoli nisem tega čutila. Nasprotno, vedno se mi je zdelo, tudi če sem vstopala bolj v moški svet, da je ta bolj zbalansirano, spolno, ful koristno. Tako da vidim to, predvsem se mi zdi, da pač stvari morajo biti v ravnovesju, karkoli delamo, in tudi to je ena taka stvar, ki je zelo koristno, da je v ravnovesju. In se mi zdi, da morata biti vedno obe plati prisotni, potem nastane res nekaj dobrega. In bolj, ko smo diverzificirani, bolj, ko smo različni, boljše stvari ratajo na koncu. In to se mi zdi, da je en tak, moja izkušnja iz celega obdobja, samo pozitivno. Super. Se strinjam, enkrat sem imel zelo zanimiv pogovor z Violeto Bulc, ki je imela tudi zelo močne položaje in je dala zelo zanimivo primerjavo. Je rekla, Mark, če je družba danes sestavljena iz recimo 52 ali pa 51% žensk, pa ostalo, se pravi skoraj 50% moških, zakaj podjetje niso? Ker mi naslavljamo to družbo. Vsak naš produkt, storitev naslavlja to isto družbo. Tako da se povsem strinjam s tabo. Tamara, eno vprašanje. In sicer v Ameriki pravijo doskrat, rečejo, da se je zgodil v življenju nek aha trenutek oziroma da aha moment, kjer si doživel neko veselje. A je bil pri tebi kakšen ta trenutek, ki si rekla, to je to, kar hočem delati, to so projekti, ki jih hočem voditi, to je služba, kjer se jaz vidim, to je področje, kjer uživam. A je bil kakšen projekt, a je bil kakšen tak trenutek? Bilo jih je kar nekaj. Jaz, ko si me predstavil na začetku, si že povedal, tehnični človek. Jaz sem od začetka v resnici iskala kombinacijo. Jaz sem arhitekt po duši, lahko rečem, in ne samo software arhitekt. Jaz rada ustvarjam. In to ali ustvarjam doma z barvami, ali s pohištvom, ali s tehnologijo, to je zame vse ustvarjanje in iz tega črpam jaz največjo motivacijo. In moj največji izziv vodenja je bil, da se je tale količina ustvarjanja na tehničnem področju zmanjšala. In zdaj jo nekako malo vlečem na to stran. Tudi v vodenju iščem v resnici priložnosti za ustvarjanje. In zame ni lepšega, res, ni lepšega kot videti ljudi, ki rastejo pod tabo, ki širijo znanja, ki so boljši na svojem poslovnem področju, tako tudi osebnostno. In tlele se mi zdi največja ta odgovornost. Jaz pravim, zgledi vlečejo. Če jaz čutim, potem ljudje za mano isto. Prej slej se to prime. In to je tisto, ki je Tina prej rekla. Ključne posameznike potegneš, z njimi se pogovarjaš in gradiš v resnici to kulturo in te vrednote. In jaz čist pač v tem duhu, to je zame del ustvarjanja moje duše in prelevim to vsa ta dela. Tako da tudi tle na Biterni je bilo par takih trenutkov. So bili, ne vem, zame dizajn sistema postaviti je, to je tisto, kar mene veseli. In delati v implementacijski ekipi in voditi tole, to je zame priložnost za ustvarjanje. Se vam obema vidi, da imate res izjemno strast in da uživate v svojem delu. Tina, kako bi pa ti rekla, zdaj, kot sem že prej izpostavil, imaš zelo impresivno kariero, a bi rekla, da se je tvoj slog oziroma tvoj stil vodenja spremenil potem, ko si recimo bila prvič vodja, pa potem direktorica, izvršna direktorica v upravi. Pa če nam malo predstaviš, kako se je spremenil. Super vprašanje, ja, v bistvu. Tako, ko človek razmišlja v različnih vlogah, kako gor rastemo, kaj vse doživljamo, izkušnje, ki nas oblikujejo, nadrejeni, ki nas oblikujejo, sodelavci, ki nas oblikujejo, seveda se spreminja.
Jaz, če gledam zdaj nazaj, sem zelo mlada, v bistvu prevzela zelo odgovorne vloge in ko gledam zdaj nazaj, se mi je takrat zdelo, da je vse zelo tako bolj formalno, jasno, bolj oštra sem bila včasih, manj sem dala na ta človeški odnos, ta stik, nisem vedela takrat, da je to res ključno v končni fazi. Kar se vodenja tiče, tako z leti se pa umehčaš na nek način in postaneš bolj smart, bi jaz temu rekel, bolj izkušen, da veš, da na koncu je vse stvar odnosa. Na koncu je res stvar odnosa z vsemi osebami, ki jih ga imaš, in to je tisto, kar je bistvo v tem tvojemu stilu. In če imaš dober odnos z ljudmi, pa sem ga imela vedno, tudi na začetku, čeprav sem bila malo bolj ostra in robata, bi jaz temu rekla, potem res lahko veliko dosežeš in tudi osebno zadovoljstvo ti je. To se vse vrača na tak in drugačen način in meni je lepo, ko imam še danes vse svoje najbližje sodelavce nadrejene v telefonu, jih lahko kadarkoli pokličem, z veseljem grem s komerkoli, gre z mano na kavo, in to mi je tisto, v bistvu zadoščenje osebno. Tako da to sem spoznala, in tudi v stilu vodenja bistveno bolj iščem danes, kaj druga oseba motivira, kaj ga driva, kaj hoče doseči in skušam potem v bistvu, ko sestavljam te ekipe, te kocke tako sestaviti, da vsak najde svoje pravo mesto. Super, dobro. Pejmo še malo na vajni osebni življenji, da še tako malo spoznamo. In sicer, Tamara, zelo zanimiv kvot si izpostavila, ker sem te vprašal, kjer je eden izmed tvojih najljubših kvotov in si rekla, it always seems impossible until it's done. Nelson Mandela. Tako da, to se verjetno več aspektov življenja dotika. Ja, v resnici, ja. Jaz sem eden tistih ljudi, ko mu vržeš neko nepričakovano bombo, najprej tako malo trpneš, in bi se tistega rad znebil. In šele potem pride, kasneje, pride tisti občutek, čak malo, to bi znalo biti dobro. In zato jaz pravim, in veliko ljudi poznam, ki so na istem, in se mi zdi ta kvot, ki ti reče, ne se ustrašiti na začetku, ker itak boš to potem naredil, našel boš način, sam pejt naprej, sam stopaj po tej poti, sam ne se ustrašiti. Top. Tina, ti si tudi izpostavila zelo močen kvot in sicer Brené Brown in strong back, soft front, wild heart. Tako da, daj nam še ti malo predstaviti zadje. Ja, mogoče ta jedro, ki govori, soft front, govori o tem, da smo človeška bitja, v bistvu občutljiva, nežna, pa ne glede na spol. In je treba to negovati in spoštovati. Po drugi strani pa rabimo trdno hrbtenico, v življenju se nas marsikaj doleti, marsikakšna preizkušnja, marsikaj se nas dotakne, kjer moramo stati čvrsti, trdni, samozavestni in enostavno iti naprej. Hkrati pa je življenje zabava tudi, mora biti igrivo, radostno, zanimivo, in ta wild heart, je treba tudi ohranjati, živga. Ful dobro. Zdaj, Tamara, pejmo malo nazaj nate in sicer, ker sem te vprašal, tvoje najljubše knjige si izpostavila, da vse, ki so obarvane znanstveno fantastično vsebino. Ja. Ja, jaz požiram znanstveno fantastiko in tudi fantastiko, tako oboje. Ogromno preberem. Preberem tudi ogromno strokovne literature, ampak to ločim. Tisto je zato, ker me zanimajo stvari in hočem tudi napredovati na določenih področjih, ampak za dušo je pa znanstvena fantastika. Bolj nora, kot je, boljše je zame. Je nek, kako ne rečem, en tak umik, to je zame čisti odklop. In jaz imam zdaj, letos sem dobila novo tablico, zato ker moja prejšnja je crkala in je bila stara že 8 let in jaz imam gor knjižnico, knjižnico, ki ves čas iste knjige tudi večkrat preberem, ampak ves čas je dopolnjujem in tam notri prav iščem, jaz po spletu prav iščem samo take knjige. Tako da zdaj ugotavljam, da ogromno jih pride ven na filmska platna in potem doma seveda moja družina ve, da jaz to že vse preberem prej, že par let prej in ponavadi to tako zgleda, gremo pogledati ta film. Vmes je pa kakšna scena, pa a lahko malo razložiš, zakaj se gre tukaj? Tako da ja, jaz težko zberem, da imam kakšno top knjigo, zato ker imam res ene top 10, ki jih vrtim takrat, ko mogoče ni kakšna nova,
In potem bolj avtorje izpostavljam, ne, si sem napisala tam. Tako da ja, mene je znanstvena fantastika odpelje v en drug svet, ki mi nekako poteši in tako malo stres ublaži in me malo umakne mogoče od kakšne situacije. Super. Tina, kakšno imaš pa ti, kakšno zvrst rada? Jaz pa tudi ogromno in zelo rada berem. Zelo rada imam leposlovje, mene pa to odmakne, me posrka dobro leposlovje. Zelo rada, tako da imam vedno v bistvu doma en kup knjig, ki me čakajo, da jih preberem. Včasih tudi kakšne biografske, kakšne zgodovinske, kakšne leposlovje, ko v bistvu te odnose zelo prefinjeno opisuje. To je pa moje in tudi težko izpostavim eno, pa sem razmišljala, kjer naj izpostavim, pa sem eno tako, ki je vedno možno jo izpostaviti, Mali princ, ki se mi v bistvu poanta se te dotakne. Hobi, pojmo malo še na hobije. Kaj rade počnete v prostem času? Ja, berem, drugače pa narava zunaj, torej ali kolesarjenje, ali je pohodništvo, tudi vrt moj, kadar ga zaradi česa drugega ne zanemarjam. Tole so v glavnem moji hobiji. Včasih je bilo še, tega sem že dolgo zanemarila in ga zdaj v resnici čaka še, da bo spet oživel, je bilo pa slikanje, ustvarjanje z barvami v resnici. Ja. Super, pa tvoji, Tina? Ja, mi pa tudi zelo rada sem v naravi in športno aktivna. To me zbalansira, to mi da energijo. Tako da od smučanja, turnega smučanja, zdaj v času pandemije je bil to pravi izhod, ker je bilo edino možno delati. Kolesarjenje, hoja v hribe, tek, vse to so v bistvu glavni hobiji, poleg branja in poleg, bi rekla, tudi potovanj. Odkrivanje novih kotičkov sveta je pa tudi ena taka strast. Super. Zdaj, pejmo še na kaj rade jeste. Zdaj, Tina, si napisala, da imaš bolj kot hrana, ti je pomembna dobra družba in se mi zdi ful dobro. Se pravi, če bi te jaz povabil, kaj smo zelo rad krvavice, bi tudi krvavice jedla. Tudi krvavice z veseljem. V bistvu jem vse, v bistvu zelo rada dobro jem. Raj ne jem, če je za noč, mora biti dobro. Jem pa vse in se mi zdi pa ključno to prehranjevanje, pa v bistvu druženje. Prijeten pogovor, prijetna družba in potem je to postane najboljša hrana vedno. Pa pri tebi, Tamara? Ja, pri meni je že od mladosti v resnici. Zame je sendvič. Jaz lahko s sendvičem preživim. Dober sendvič s tistim belim domačim kruhom, to je najboljše. Pejmo zdaj še na aplikacije. In sicer me zanima, kakšne aplikacije imate kaj na mobitelu, oziroma kje so tiste aplikacije, ki jih zelo redno uporabljate. Tina, pa začnimo s tabo. Ja, jaz pač tisto dnevno, kar uporabljam. Zagotovo sem slaba v orientaciji, tako da Google Maps me rešuje. Še po Ljubljani. Most se mi smeji, ko še po Ljubljani ožgem. Tudi jaz. Seveda koledar, LinkedIn mi je en tak navdih, tam sem veliko. Novce imam rada, zato ker se mi kaj utrne, kaj zapišem, tam shranjeno eno celo knjižnico novcev. To so po moje vsakodnevne. Potem pa seveda še cel kup drugih. Ful dobro, jaz sem tudi navdušen nad novci, zdaj sem si pa pred 2 tednoma dal nek voice recorder in se v bistvu kar sam s sabo pogovarjam in pol včasih mogoče izpadem malo čuden, ker si tako pa se pa poslušam zvečer, ker si dan kakšen nasvet ali pa kaj za kakšen projekt. Pa ti, Tamara, ti si izpostavila eno zelo zanimivo aplikacijo, pa verjetno so še kakšne. Ja, poleg Favoridra, ki ga uporabljam za branje, nisem tako slaba v orientaciji, ampak ko moram nekam iti na novo, Google Maps je obvezno na mojem telefonu, poleg alarma. Alarmi so tudi neki, ker si daš, tudi za malco si dam alarm, da je ne pozabim pojesti. In pa koledar. To so. Pejmo zdaj še na naše zaključno, najbolj pomembno vprašanje, da naredim malo pritiska. Zdaj, mi imamo že res kar lepo skupnost, preko 50,000 poslušanj že imamo, tako da vsak dan lepo rastemo, naš community ima že več kot 2,000 članov. In jaz bi rad, da zaključimo z neko vajno
zaključno misel. Pri nas je ogromno nekih mladih podjetnikov, študentov, tudi predsednikov uprav in pa direktorjev. Tako da, kaj bi bil vajen zaključni nauk, pa začnimo s tabo, Tamara. Tukaj bi jaz rekla, jaz mislim, da vsak posameznik, kljub temu, da je še tako poseben, je omejen s tem, da je samo posameznik. In jaz verjamem v to, da tak posameznik, ko se obkroži s pravimi ljudmi in se z njimi poveže v ekipo in razvije en močan timski duh, taka skupina lahko premika zvezde. Top. Tina? Ja, jaz bi pa mogoče izpostavila to, da skozi življenje rastemo, se razvijamo in se mi zdi tako zelo pomembno spoznati samega sebe, v čem smo res dobri, kaj nas res veseli, kaj radi delamo, in najti tisti svoj sweet spot, pri tem, kar delamo, biti potem res vrhunski v tem, kjer radi delamo. In če radi nekaj delamo, potem smo vrhunski v tistem, in dosegamo res tudi dobre rezultate. In se mi zdi na tej naši poti, tako kot mali princ pravi, je treba delati in gledati s srcem. Super. Zdaj, dragi poslušalci, še enkrat z nami sta bili dr. Tina Škerl, ki je v bistvu izkušena liderka, coachinja, predavateljica in strokovnjakinja za change management in transformacijo, in pa na drugi strani magistra Tamara Bertok-Velhavrh, ki je pa tudi strokovnjakinja za IT rešitve in pa arhitekturo. Tako da še enkrat najlepša hvala za vajine izjemne poglede, da smo spoznali tudi, kako se kakšnega projekta lotiti, čeprav se je Majka sliši fantastično, včasih ni. Tako da res še enkrat najlepša hvala za vajine izkušnje. Hvala, Mark, tudi tebi za prijeten pogovor. Enako, ja. Hvala. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.